Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana je letos praznovalo 94. obletnico svojega delovanja. Od ustanovitve leta 1931 pomembno prispeva k povezovanju in podpiranju gluhih ter naglušnih, obenem pa ohranja bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Ob tej častitljivi obletnici so člani skupaj obujali spomine, praznovali dosežke in uživali v prijetnem vzdušju, ki je združilo preteklost, sedanjost in pogled v prihodnost. Na začetku smo imeli društvo na Samovi ulici. Tam je bilo v redu. Ampak kasneje so prihajali novi člani in smo opazili, da je bilo vedno tesno. Kasneje je zveza dala ponudbo za Zadobrovo, da bi nam dali zemljišče. Malo smo se obotavljali in potem smo sklicali skupščino društva, kjer so delegati odločili, da to naredimo. Tako smo staro društvo in s tem svoje prostore prodali. S tem denarjem smo zgradili prvo stavbo. Na žalost je bila že prvo leto poplavljena. Ogromno dežja je padalo in podtalnica se je dvignila in je bilo približno 1 meter vode. Ljudje so se malo šalili in govorili, da ima DGN Ljubljana še bazen. Potem smo razmišljali, kako bi naredili še eno dvorano. V tej dvorani izvajamo vse aktivnosti za prosti čas, šport, tu imamo tudi pikado. Skratka, vse, kar se v društvu dogaja, se dogaja tukaj. Veseli smo, da člani še vedno znajo ceniti to in da še vedno prihajajo. Društvo pa ni bilo le prostor za druženje. V njem so člani našli oporo, priložnost za šport, kulturo in izobraževanje. Tu so se spletla prijateljstva in so nastajale številne zgodbe, a časi so se spremenili. Mladi danes vse redkeje prihajajo v društvo. Včasih, ko je bila še Jugoslavija in še kasneje, ko še ni bilo družbenih medijev, kina, televizije so bile skromne, ni bilo programov in takrat so gluhi prihajali v društvo, da so izvedeli, kaj se dogaja, da so se pogovarjali, se družili. Zdaj so se časi spremenili, mladi imajo druga zanimanja, po svetu spoznavajo prijatelje prek spleta in se pogovarjajo v znakovnem jeziku. Ko imamo kakšno prireditev ali športne dogodke, tam zunaj imamo tudi balinišče, takrat pa res pridejo tudi v večjem številu. V društvo sem prišel leta 1980. Spodbudil me je moj prijatelj Redzepovič Aljoša, moj sošolc, in mi je oznanil, da je društvo ostalo brez sekretarja, ker je sekretarka dala odpoved. In je rekel, mogoče bi pa ti lahko to prevzel, to delo z gluhimi. Zame je bil to nek nov izziv, ker po izobrazbi sem inženir organizacije dela
bil sem šef tiskarne, to je bilo pa čisto neka drugo področje mojega dela in sem vzel to kot izziv. In tako sem začel delati z gluhimi, spoznaval gluhe, z njimi se družil in tako sem ostal v društvu kot sekretar polnih 28 let. Bilo je pa od začetka zelo težko, predvsem zaradi neurejenega financiranja društva. Takratni sistem je bil tak, tako da sem pravzaprav porabil 80% mojega časa za pisanje programov, zagovarjanje programov, sestanke na občinah in tako naprej. Takrat ni bilo mobitelov, ni bilo računalnikov in ljudje so se bolj z veseljem družili v društvu, saj druge zabave pravzaprav gluhi niso imeli. Imeli smo čudovito folklorno skupino, odlične športnike, gostovali smo po celi Jugoslaviji. Za prvo kulturno točko sem izbrala lipo, ker mi je Frida pripovedovala, da so to v društvu prvič posadili in sem se domislila, da bi to odigrali in bi bila to hkrati poezija. Druga igra pa je nastala tako, ker me je zelo zanimalo, ko mi je Frida pripovedovala, kako je bilo pred 25,5 leti. Za to delo sem se pozanimala pri Fridi in drugih starejših članih, da sem dobila zgodbo o tem, kar se je dogajalo, in sicer, da so 2 meseca neprenehoma delali in ko so zaključili, so se vsi zmenili, da bo v naši dvorani prvi dogodek in sicer silvestrovanje 2000. Našim gluhim bi želela povedati, da imajo starejši veliko izkušenj, radi se pogovarjajo in želimo privabiti več mladih, predvsem zaradi športa in aktivnosti, ter tudi zaradi kulture, da bomo vsi skupaj, starejši in mladi. Dan društva je pokazal, da Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana ostaja prostor, kjer člani soustvarjajo, pripovedujejo zgodbe, se smejijo, obujajo spomine in se skupaj veselijo dosežkov, ki so jih ustvarjali dolga desetletja. Za gluhe je to prostor, kjer se lahko neovirano sporazumevajo, najdejo močno podporo in se medgeneracijsko povezujejo.